Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je prav posebna pravljica in to ne katerakoli. Spoznali bomo nadaljevanje vsem poznane pravljice o Pepelki. Pepelka je prišla na prinčev dvor precej neurejena, raztresena, neolikana in včasih tudi malce preglasna. Ampak Pepelki je pri učenju kraljevskega bontona pomagal čisto pravi zmajček. In čeprav se sliši nenavadno, bomo vsi skupaj odkrili, da je bonton v resnici čisto zabavna stvar. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Postani olikan kot zmaj. Princ je Pepelki na nogo nataknil čeveljček in videl, da se ji prilega kot ulit. Hura, hura! Našel sem nevesto, svojo pravo izvoljenko. Se je veselil mladenič, skupaj z njim pa tudi Pepelka. Le kako se ne bi. Končno bo lahko zapustila mačeho in zlobni polsestri ter zaživela na novo. Toda najprej jo čaka zanimiva preizkušnja. Mati mladega princa, kraljica dežele, je namreč sklenila, da bo Pepelko povabila na grad in preverila, kakšne so njene manire. Žena bodočega kralja mora biti lepo vzgojena, sicer s poroko ne bo nič. A zapletlo se je že z njenim prihodom na dvor. Uboga Pepelka je prišla tako neurejena, da je prinčevo mamo od groze skoraj pobralo. Kaj pa vas, otroci? Nekaj bo treba ukreniti, Pepelka, jo je okaral princ. Mar ne veš, da moramo biti umiti in urejeni, kadar pridemo med ljudi? Da si moramo počesati lase, odstraniti umazanijo izpod nohtov in si umiti zobe? Le kaj bova zdaj? Brž v kopalnico, dekle. V roke te bo vzel kar kraljičin zmaj. Čistoča pa ni le stvar telesa. Snažna morajo biti tudi tvoje oblačila. Od umazanih, prepotenih in zmečkanih cunj se lahko kar posloviš. Sveže mora biti tudi tvoje spodnje perilo, zato si ga moraš menjati vsak dan. In ne pozabi, da so merilo urejenosti tudi svetleči, zloščeni čevlji. Umita in urejena se je Pepelka znova predstavila kraljici. Ta se je tokrat nasmehnila. Morala je priznati, da ima njen sin odličen okus. Pepelka je bila prava lepotica. In ker je ura ravno odbila poldan, jo je vladarica povabila, naj se ji pridruži pri slavnostnem kosilu. Dekle mora na vsezadnje opraviti še kakšen preizkus in morda se bo izkazalo prav svojo olikanostjo za mizo. A to so bile le kraljičine pobožne želje. Pepelka se je lotila hrane s takšnim navdušenjem, da so koščki izbranih dobrot leteli vse povsod. In ko je enkrat končala, je dodobra polizala še svoj krožnik, tako da ga dvornemu pomivalcu posode sploh ni bilo treba pomiti. Kraljica, ki tega ni mogla več prenašati, je vstala in kar sredi pojedine odšla od mize. Pepelka, če sem se tega lahko naučil jaz, se boš tudi ti, je oznanil zmaj in odhitel k dekletu. Pozorno poslušaj, na vrsti je namreč učna ura, namenjena spoznavanju jedilnega pribora. Kdo bi si mislil, da so kraljeve pojedine lahko tako utrujajoče? Po naporni učni uri o jedilnem priboru
je Pepelka utrujeno zavzdihnila. Od vseh tistih žlic, vilic, takšnih in drugačnih nožev ter desertnih žličk je v glavi brnelo kot v panju in imela je vsega dovolj. Ven moram. Nadihati se moram svežega zraka, je pomislila in se skobacala s stola. O, ne, Pepelka, nisva še končala, je rekel zmaj in posedel izmučeno dekle nazaj k mizi. Čaka naj še učna ura v prtičkih in še nekaj drugih zanimivosti. Zdaj, ko se je Pepelka naučila lepega vedenja za mizo, je kraljica sklenila, da dekle predstavi svojim prijateljem in ugotovi, kaj si mislijo o njej. Ker so živeli na drugi strani mesta, sta s Pepelko morali le še ugotoviti, kako priti tja. S kraljevo kočijo zagotovo ne, saj je imela polomljena kolesa. Že zdavnaj bi jo morali poslati v popravilo, je zamrmrala kraljica, ko sta vstopali na natrpan avtobus. Vožnja bi bila udobnejša in kar je še pomembnejše, ne bi mi bilo treba gledati takšne polomije. Resno? Kaj je zdaj tole? Zmaj, povleci Pepelko za krilo, da se bo nehala prerivati. Mar ne ve, da mora počakati, da ljudje najprej stopijo? Daj no, Pepelka, pokaži vsaj malo obzirnosti, sicer te princ ne bo hotel za ženo, si je mislil zmaj, ko je deklico prijel za krilo in jo povlekel od vrat. Ko vstopaš na mestni avtobus, si poti do praznega sedeža ne smeš utreti s silo. Počakaj pri vratih, dokler ne izstopi še zadnji potnik. Šele na to lahko vstopiš, ampak brez prerivanja ali prehitevanja drugih v vrsti. In če ti uspe najti prazen sedež, ga vljudno odstopi, če vstopi starejša oseba ali nosečnica. Kraljica in Pepelka sta uspešno prispeli na drugo stran mesta in se ustavili pred hišo, kjer so živeli kraljičini prijatelji. Pepelka je urejena, počesana in lepo oblečena, poleg tega pa se zna tudi primerno vesti za mizo. Menda ga ne bo spet kaj polomila, je pomislila kraljica, ko se je s Pepelko in z majčkom za petami odpravila proti vratom. Še malo in vsi se bodo lahko posedli. Z malo sreče se bo vse dobro izteklo. No, kaj pa je zdaj to? Pepelka je stekla mimo kraljice in svojo glavo planila na hodnik. Kot da ne bi vedela, da prvi vstopajo odrasli, zlasti če v družbi uživajo večji ugled. Ojoj. Zagata pa taka. Pepelki se niti sanjalo ni, kdo mora pozdraviti prvi in kako se rokovati. In tako je moral zmaj spet vse pojasniti, kajti kraljica je od samega šoka kar omedlela. Mera je bila polna. Podrejeni prvi pozdravi nadrejenega, mlajši prvi pozdravijo starejše in moški prvi pozdravijo ženske. Če nisi prepričana, ali je družbeni položaj osebe, s katero prideš v stik, višji od tvojega, jo pozdravi prva. S tem ne bo nič narobe. Pepelka je po zmajevi zaslugi preživela obisk in čeprav se je sprva zdelo, da se bo usmešila, se je izkazala za prav lepo vzgojeno mlado damo. Kraljica si je zadovoljno mela roke. Njen sin je vendarle dobro izbral. Dekle je res da odraščala v revščini, a bilo je prikupno, prijetno in bistre glave, pa tudi oglajeno kot prava princesa, ki so jo lepih manir učili že od rojstva naprej. Kljub vsemu pa bi se lahko še naučila, kako se vesti, kadar je nekdo prehlajen. Kihati drugim v obraz se res ne spodobi.
Preden kihneš ali zakašlješ, si moraš usta pokriti z robčkom. Če ga nimaš, lahko kihneš ali zakašljaš tudi v zgornji del rokava. Ali pa se vsaj diskretno obrni stran. Umazanih robčkov ne smeš hraniti v žepu ali jih puščati naokrog. Če uporabljaš robček iz blaga, pa poskrbi, da je vedno čist, je zmaj pojasnil Pepelki. Bi rada pljunila, ker imaš v ustih neprijeten okus? Pozabi na to. To je zelo grda navada in tega res ne smemo početi. Se moraš popraskati, ker te srbi nos ali uho? Ne. V omikani družbi tudi to ne pride v poštev. Zapomni si, da robčka pred uporabo ne smeš stresati, kaj šele mahati z njim pred drugimi. In kam ga moraš spraviti? Zmečkan robček zagotovo ne sodi v žep. Iz boklina na tvojih oblačilih bo videti vse prej kot lepo. Ženske ga lahko skrijejo v svoje torbice, moški pa ga lahko prepognejo in pa spravijo v hlačni žep. Ubogi zmaj se je pošteno namučil, ko je Pepelko učil lepih manir. A njegov trud še zdaleč ni bil zaman. Dekle je zdaj vedelo, kako se mora vesti za mizo ali na obisku, in kar je še najpomembneje, zmaj bo odslej mirno spal, vedoč, da Pepelka zna tudi pravilno vstopati na avtobus. Zadovoljna je bila tudi kraljica, zato je princu in njegovi izbranki dala svoj blagoslov. Mladi par se bo tako danes zaobljubil na poročni slovesnosti, kakršne v kraljestvu še ni bilo. A ne skrbite, otroci, nihče se ne bo dolgočasil. Bodoča tašča je namreč sklenila, da bo vzdušje tokrat bolj sproščeno. Kajti, če drugega ne, se je od Pepelke naučila vsaj to, da je pravila na dvoru včasih treba tudi malce prikrojiti. Na slavje ste tako vabljeni vsi. In kaj bi za konec rekla Pepelka? Učenje lepega vedenja, ki pritiče pravi princesi, je bilo naporno, a tudi zabavno. Sploh, če imaš tako prijaznega učitelja, kot je zmajček. Ja. Kako zabavna šola Bontuna. Pepelka je hitro ugotovila, da za lepe besede, pozdrave in pravo uporabo pribora ne potrebuje čarobnih mišk, ampak le voljo, pomoč prijateljev in vajo. In kaj je najlepše? Da sta se na koncu tudi zmajček in stroga kraljica od Pepelke naučila nekaj pomembnega. Kako ohraniti igrivost, tudi ko si popolnoma ulikan. V slikanici pa vas čaka še veliko uporabnih olikanih nasvetov. Otroci, lepo vedenje ter spoštljiv odnos nas naredijo res čudovite. V mojem knjižnem kotičku pa si lahko ogledate še mnogo pravljic o princih, princesah, kraljevičih, kraljičnah, pa tudi o zmajih. Lepo se imejte in ne pozabite, olika je znak prijaznosti, pozornosti in dobrega srca. Pošiljam vam olikan pozdravček. Čau, čau. Bravo, zmajček.